O tem posredno govorijo govori tudi najpomembnejša teorija, ki razlaga, razvoj mišljenja pri otroku, to je Piagetova teorija razvoja mišljenja, ki govori o tem, da v zgodnjih fazah razvoja mišljenja, preden pridemo do stopnje abstraktnega mišljenja, tam pri mladostniku, nekje med 10., 11., 12. letom, so pomembne 3 faze v razvoju mišljenja, tako imenovana senzomotorična stopnja, predoperativna stopnja, stopnja konkretnih operacij. Za vse te stopnje je značilno je značilno, da v njih prevladujejo in so pomembne za razvoj mišljenja, torej zaznavne in motorične aktivnosti. To, da otrok opazuje, da prijema, da premika, da spoznava značilnosti nekih predmetov in tako dalje skozi, ne vem, okuša, jih grize in tako dalje, ne, da manipulira s konkretnimi predmeti, ne s predmeti, ki so na ekranu, na zaslonu, in da je v interakciji z ljudmi iz realnega okolja in ne samo s tistimi na zaslonu. In s tega vidika, če gremo pogledat, kaj pa je tista bistvena značilnost digitalnih virov. Bistvena značilnost digitalnih virov je nematerialnost, to se pravi neoprijemljivost, neotipljivost. Pri digitalnih virih otrok lahko opazuje, gleda, posluša. Ne more se dotikati, ja seveda, lahko se dotika ekrana, ne pa predmetov, ki jih opazuje, ne more nečesa prijeti, ne more vonjati, ne more nekih predmetov premikati, ne more jih, torej fizično premikati, ne more jih vzeti v roke, preveriti, s pomočjo s pomočjo teh taktilnih centrov, kakšni so. In s tega vidika je digitalno okolje z vidika razvoja, za razvoj otroka zelo osiromašeno okolje. Pa bi rekli, je to paradoks, ne? Vse se blešči, vse žmiga, vse se premika na zaslonu, pa vendar je to z razvojnega vidika zelo osiromašeno okolje. In to, kar sem že omenila, to digitalno okolje ne spodbuja, ne zaznavni, ne motorični in posledično ne miselni razvoj v tolikšni meri, kot če otrok spoznava to okolje v živo.